Hvala lepa. Sam ne bom ponavljal že večkrat izrečenih besed, kako strateško pomembno za Slovenijo je, da se delež samooskrbe s hrano, z domačo hrano, z domačo zdravo hrano v Sloveniji v naslednjem mandatu poveča. Izpostavil bi dva izziva, ki se za Slovensko ljudsko stranko zdita seveda najpomembnejša. V nadaljevanju pa bosta moja kolega gospod Bogovič in gospod Žvedič še nekaj dodala. Prvi izziv je seveda, kako v naslednjem mandatu za najmanj 15% povečati delež samooskrbe s hrano v Sloveniji. In drugi izziv, kako letno slovenskim kmetom ustvariti najmanj 30 milijonov evrov pozitivne razlike pri nabavi reprodukcijskega materiala in prodaji kmetijskih pridelkov. Namreč, na tem področju je seveda potrebno ukrepati takoj. Slovenija ima še samo 850 kvadratnih metrov obdelovalne zemlje na prebivalca. Za 100% samopreskrbo pa bi potrebovali vsaj 2000 kvadratnih metrov. Samooskrba je med najnižjimi v Evropi. Lani je od 13 000 zaposlenih v živilski predelovalni industriji izgubilo delo 1000 delavcev. Izvažamo mleko v cisternah, žive živali, hlodovino, praktično vse brez dodane vrednosti, uvažamo pa živila, predvsem zelenjavo, vprašljive kakovosti. Glavni oskrbni vir za zelenjavo je Italija, kjer se v Padski nižini, ki velja za najbolj onesnaženo področje v Italiji, prideluje zelenjava, ki konča na naših krožnikih. Vzrok za nastalo stanje je način, s katerim se je izvajala kmetijska politika. Vse je bilo osredotočeno na tehnološko plat in ozko izvajanje ukrepov kmetijske politike, zanemarjal pa se je poslovni model, ki je osnova za uspešnost vsakega subjekta na trgu. Kupci bi namreč želeli kupovati, pa ni ponudbe. Proizvajalci pa bi proizvajali, pa se ne upajo, ker ne vedo, ali bodo lahko svoje proizvode sploh prodali. In tu vidimo praktično največjo težavo. Zdaj, rešitev za prvi problem, torej za zvišanje samooskrbe, je vzpostavitev lokalnih prehranskih sistemov ali pa, če hočete, alternativnih prodajnih poti, ki podpirajo lokalno in regionalno gospodarstvo, saj zagotavljajo najprej delovna mesta v kmetijstvu, proizvodnji hrane, na koncu tudi trženju, logistiki in drugimi spremljajočimi storitvami. Dohodek, ki se seveda porabi na lokalni ravni za lokalno pridelano hrano, ostane v regiji in ima v primerjavi z običajnimi trgovinskimi potmi, trgovskimi potmi, prodajnimi potmi, večkratni učinek na regionalni dohodek skupnosti. Tukaj vidimo vsaj dve možnosti. Prva, vzpostavili bomo mrežo kmečkih tržnic v vseh mestih. Tu mora odločno seveda sodelovati tudi država. In druga možnost je seveda vzpostavitev verige trgovin. Najbolje bi bilo v sklopu zadružne zveze, torej zadrug, trgovin, v katerih bi se prodajala izključno doma predelana hrana slovenskih kmetij. To pomeni, da bi jaz kot Radovan Žerjav, kot potrošnik slovenske hrane, šel v to trgovino in tam dobil salamo iz kmetije, tiste in tiste, ki jo želim kupiti, ali pa solato od mojega soseda, kmeta, ki predeluje solato. Torej, to sta dve novi alternativni poti. Kmečke tržnice sicer že obstajajo, pa ne vse posod, in jih je potrebno dograditi in tudi drugod po Sloveniji. Kot pravim, trgovinska veriga pa najbolj učinkovito bi bilo, da bi bila nosilec zadružna zveza, in koliko bomo imeli to možnost, da vodimo kmetijski resor, pa tudi sicer bomo naredili vse, da zadružno zvezo, ne bom rekel, prisilimo, ampak da se ta projekt vzpostavitve trgovin z zdravo domačo hrano tudi vzpostavi. Rešitev za drugi izziv, torej, pa je za zmanjšanje nabavnih stroškov reprodukcijskega materiala in izboljšanje pogojev pri prodaji kmetijskih izdelkov,
pa je v povezovanju zadrug in skupnem nastopu do dobaviteljev na eni in kupcev na drugi strani. Kmetje plačujejo v tem trenutku od 5 do 10% višje cene reprodukcijskega materiala, se po večini oskrbujejo v kmetijskih zadrugah, ki pa ne izkoriščajo efektov, ki jih omogoča ekonomija obsega. Podobno velja tudi za razpršeno prodajo kmetijskih pridelkov, kar sem pa že uvodoma omenil. V okviru Zadružne zveze deluje 76 zadrug, ki v glavnem same nastopajo na trgu. Če bi se povezali in bi skupaj nastopili na trgu, tako na nabavnem kot na prodajnem, bi vsaj za 5% znižali nabavne cene. Jaz mislim, da je to celo pesimistično. Verjamem, da je to možno znižati še za več. Pri letnem obsegu nabav 300 milijonov evrov bi se tako nabavni stroški znižali za 15 milijonov evrov. Dodatne efekte pa lahko dosežemo tudi pri zmanjševanju stroškov prevoza, manipulacij, skladiščenja in tako naprej. Kot sem dejal, cena je ocenjena zelo konzervativno. Najmanj 15 milijonov evrov pozitivnega učinka za kmete letno pa bi dosegli tudi za usklajeno prodajo kmetijskih pridelkov. Tako da, ker samo z malo dobre volje, če hočete politične volje, brez velikih vlaganj, brez veliko odrekanj, bi lahko Zadružna zveza v sklopu vseh zadrug za slovensko kmetijstvo na letnem nivoju ustvarila najmanj 30 milijonov evrov pozitivnega efekta. V 4 letih je to 120 milijonov evrov. 120 milijonov evrov ni mali denar. In s tem bi seveda bistveno zvišali konkurenčnost samega kmetijstva in nenazadnje tudi omogočili kmetu, da normalno preživi. To sta dva izziva, ki sta pred nami. Slovenska ljudska stranka jih bo realizirala v naslednjem mandatu, ker je to preprosto potrebno narediti. Brez odlašanj, brez izgovorov, da je to nemogoče in da se ne da, ker tisti, ki bodo poskušali ta dva projekta ustavljati, jih bomo umaknili z te poti. Torej, tu smo trdno odločeni, da to realiziramo in s tem damo kmetijstvu možnost, da preživi in da hkrati samooskrbo hrane, torej samooskrbo Slovenije za zdravo slovensko hrano dvignemo vsaj za 15% v naslednjem mandatu. Toliko z moje strani za uvod, da bi prosil še najprej Francijo.